glih najprej v današnjem dnevu nekaj posebnega drugače, ful veliko otrok. Fajn tudi čutiti si predstavljeno tako podporo. Sigurno, predvsem je lepo, da lahko otroku polepšaš dan, siguren sem, da jim bo ostalo tole v spominu in mi to z veseljem naredimo normalno in podpiramo take dogodke. Kakšen je štimung v ekipi? Štimung v ekipi je vrhunski, pripravljamo se, treniramo izredno dobro, težki treningi, ampak kvalitetni, dobri, vsi smo željni uspeha in motivirani, tako da se veselimo začetka Eura. En teden, odkar se je vaša klubska sezona končala, kako je ta prvi teden priprav v bistvu potekal, kaj se vam zdelo najbolj značilno za ta prvi teden? Ja, izredno težke treninge smo imeli tudi dvakrat na dan, ampak enostavno je toliko časa med zadnjo tekmo in prvo na Euro, da je to v bistvu normalen del procesa, ki ga moramo opraviti. Zdaj ta teden je za nami, zdaj nas čakata 2 prijateljski tekmi doma in želimo seveda vstopati na Euro z 2 zmagami. Torej ta prvi teden je bil bolj kondicijski, pa zdaj gre v finese, približno tako? Ne samo kondicijski, smo že delali tudi različne taktične stvari, ampak enostavno so treningi trajali malo dlje, pa bili intenzivnejši kot ponavadi, ampak se pravim, mislim, normalno za ta čas. A pa že zdaj bolj kot ne generalno te zadeve, ki ste rekli, da ste delali, ali že kaj specifičnega, recimo za prve tekmice za Dance? Mislim, zdaj točno specifično ne moram povedati, kaj smo delali na treningu, ampak seveda se pripravljamo na naš primarni cilj, na vsakem treningu je priprava na tekmo z Dansko, tako da mislim, da sem s tem odgovoril. Super. Pa še pred Armenijo, kaj bo pomembno na tekmi v torek narediti, prikazati, odigrati? Kaj se vam zdi, da je najbolj pomembno na prvi pripravljalni tekmi? Predvsem je najbolj pomembno, da gledamo na sebe in da smo po tekmi vsi zdravi. Je pripravljalna tekma, ampak kljub temu želimo zmagati. Želimo si iti, kot sem prej dejal, na Euro z 2 zmagama, želimo si iti na Euro z dobro podobo na tema 2 prijateljskima tekmama, tako da kljub temu, da je samo pripravljalna tekma, vseeno za nas rezultat izjemno pomemben. Pa še to na treningih, vaša osebna forma, gre žoga, se vam zdi v primerjavi s prej večkrat v gol? Ja, ne, gre v gol, seveda, da gre v gol. Saj pravim, vsi izredno kvalitetno treniramo, tako da pravim, točno zaradi tega se veselimo Eura, ker sem prepričan, da bomo dobro izgledali. Daj mogoče še te otroke, ko si bil ti tako majhen, ko so te, koga si pa ti takrat občudoval, če bi ti prišel takrat, komu bi šel najprej po podpis, mogoče od svojih soigralcev zdaj? Ja, verjetno bi šel Šeško tole. Vedno so me zanimali napadalci, ofenzivni igralci, tako da je mogoče Šeško to ali pa Verbiču, Iličiću, sigurno tudi Hoblaku, ampak načeloma bi šel k sem, no. Saj se spomnim, mi smo na Olimpiji laufali kroge dan pred tekmo z Olimpija Liverpool, ko so igrali in kdor je pač prvi bil na tem testiranju, je izbiral, koga lahko drži za roke. Jaz sem bil drugi, tako da Gerrard je odpadel in sem Heskija dobil. In se tega še danes spomnim. Kaj pomeni takšen dan, takole otroci, veliko jih je tik pred evropskim prvenstvom, verjetno nek dodaten motiv, ko vidite, kako vas imajo otroci radi? Ja, pa moramo reči, da je to že dosti standardno. Vsak zbor imamo 1 ali pa 2 dni namenjen temu in se opazi z našimi rezultati, pa euforijo tudi tako število otrok, pa njihova sreča narašča. To je te sladke skrbi, vzameš pol urice, 3/4 urice, ampak vemo, koliko njim to pomeni. Tudi mi sami smo bili v podobnih situacijah, jaz se spomnim kot otrok, takrat še reprezentanca na Ptuj hodila, sem šel zaprositi Korena pa Filekoviča, ki sta bila glih na kavici v centru tam, mi pa smo tam blizu doma, pa jih vidiš, pa bi podpis pa sliko in takrat je bilo to pred svetovnim prvenstvom in zdaj verjetno ti fantje pa punce tako na nas gledajo in Benjamin Šeško jim verjetno pomeni vse v teh mesecih in ni lepšega, ko pa tako v živo videti, da so te ikone resnične, da se lahko z njimi slikaš, jih primeš v roke, pobožaš nekaj, tudi otroci to včasih hoče videti, da smo v bistvu pravi na dotik in ja, absolutno je v zadovoljstvo pa veselje. Če bi bil ti zdaj star 9 let, 10 let, komu bi šel prvi podpis poleg Timiju Maksu Jelšniku? Pa k selektorju, Matjažu Keku. On je vseeno nek naš oče, vodja Barke, je že tudi bil 2010 takrat na svetovnem prvenstvu, ima največ izkušenj glede teh velikih tekmovanj in
verjetno bi šel k njemu. Okay. Luka Petrič bo pa zdaj v težkih treningih, verjetno vprašal, ne? Ampak ja, kako so bili treningi, Špok je prej rekel, da je bilo kar veliko, pa 2-krat na dan, pa precej. Ja, kako je bilo za zdaj? Ja, sigurno ni bilo enostavno. Zdaj jaz osebno sem, mislim, še kakšen teden dni pred Špokijem prišel, tako da tisti teden je bil še bolj peklenski, tako da Špoki sploh ne ve, o čem govori, kaj je bilo težko. Ampak, mislim, to pač gre v zakup. Kot nek profesionalni atlet, športnik, v bistvu se naučiš, da uživaš v teh nekih bolečinah, da uživaš v trpljenju. Si navajen tega in konec koncev ti to na koncu pomaga. Ne. Ko gre najbolj zares, ti je malo lažji. Tako da prvi teden so še bile tudi temperature malo večje, zdaj zadnjih par dni je pa bilo tudi malo dežja, tako da so te stvari glede nekega laufanja, pa to je vseeno malo težje, ker ni tako vroče, pa ni soparno. Ampak mislim, da je zdaj to nek glavni del za nami, za počasi že fokus na prijateljske tekme, da nekako pademo v ritem, ki nas bo tam čakal, tekme na 3-4 dni. In to je to. Fizično zdaj smo, kjer smo, do samega prvenstva se več ne more veliko popraviti. Itak primaren cilj je, da smo vsi zdravi, da ostanemo vsi zdravi, da ne bo na tem področju težav. Zaenkrat jih ni prevelikih in ja, gas naprej. Kje se ti pa zdi, da ste fizično trenutno? Ne, osebno, mislim, da kot Pa kot ekipa mislim, da smo na dobri ravni. Kot sem rekel, pa omenil te težke treninge, se je videlo, da so fantje že prišli sem v dobrem stanju, zdaj so še na Soni malo spolirali, tako da ja, bomo šli ko Ferrari. kaj je bilo razen kondicijske fizične pripravljenosti, mislim, priprav zdaj pomembno v teh dneh, na čemu ste do zdaj največji poudarek dajali? Pa najbolj je to, da proba selektor v nas ta nek switch narediti, da se zdaj iz klubskih obveznosti malo nazaj vrnemo na te neke principe, ki jih imamo v igri, v reprezentanci, na ta nek 4-4-2, ki nas krasi v zadnjem času. Vemo, da v klubih velika večina ima malo drugačne vloge ali pa igramo drugačne formacije. In pač delali smo na tem, da se čim prej vrnemo v to neko našo rutino, našo igro, ki nas krasi v reprezentanci in da potem lahko čim prej začnemo graditi na tem, da se s fanti čim bolj povežemo, tudi ta neka energija, team buildingi so bili in tako. Atmosfera mislim, da je zelo, zelo velikega pomena in tu nam ne manjka pozitivne energije.